Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lisorom. Tokratna tema je najkrajša možna napoved za naslednje leto. Torej, včasih smo vsi v neki naglici, se nam mudi in hočemo samo ali ne, kaj bo, kaj ne bo, kaj nas čaka in tako naprej. Malo daljše, malo bolj targetirane napovedi seveda še prihajajo, cel december imamo še čas. Začnimo pa v bistvu z nečim kratkim, jedrnatim, se pravi, kaj bi bili tisti izseki, izvlečki, ki so najbolj pomembni. Leto 2024 v prvi vrsti zaradi števila 4 na koncu letnice prinaša malo več stabilne energije. Aleluja! Eden izmed najbolj pogostih vprašanj, ki jih jaz dobivam že leta, je, kdaj bo mir. Torej, miru ne bo, bomo imeli pa končno občutek produktivnosti, končno bomo imeli občutek, da ko nekaj storimo, ko se nečesa lotimo, dejansko pridejo tudi rezultati. In tukaj že prvo opozorilo. Seštevek je 8. 8 imamo radi, 8 simbolizira obilje, manifestiranje, simbolizira močno in intenzivno energijo. Zato lajnala bom celo leto, že kar vnaprej povem, paziti, o čemu razmišljate, kako razmišljate, katero energijo dajete in katero energijo dovoljujete v svoje življenje. Če sem celotno 2023 ponavljala, da smo v času osebne rasti, podzavesti, nekih mehanizmov, s katerih se morda tudi sami ne zavedamo, bom celo 2024 trobezljala, da manifestiramo hitreje. Za koga je to super? No, za tiste ljudi, ki so sebični, za tiste ljudi, ki so egoistični, za tiste ljudi, ki verjamejo, da si zaslužijo. O tem sem že posnela eno oddajo, zakaj sebičnim uspe, vam pa ne točno na to temo, ravno zato, ker bo leto 2024 tako zelo v ospredje postavilo ravno to. Ker ne govorimo o karmičnem letu, se pravi, to je bilo 2019, ne govorimo o negativnih vplivih števila 8. Govorimo o tem, da pač življenje ni krivično, energija ni krivična, energija sledi. In če smo zelo iskreni, tisto, kar se res odločimo, brezpogojno, ker nas ne zanima, bomo pa gore premikali, če bo treba. Tisto nam običajno uspe. Torej, če si zapomnite karkoli za naslednjo leto, je to, da si jasno opredelite, kaj je tisto, kar je brezpogojno vaše, kaj je tisto, česar ne odstopate pod nobenimi pogoji, v nobenih okoliščinah. Zakaj bo še leto dobro? Za boljšo organizacijo, za konstruktivne pogovore. Tudi zato, da bomo končno doživeli neke rezultate. Torej, izziv bo za tiste, ki nimajo dobre samopodobe. Za tiste, ki nekako niso odločni, ki omahujejo. In katastrofalno bo za tiste, ki radi igrajo vlogo žrtve. Se pravi, če smo nagnjeni k temu, da kažemo s prstom na druge, če smo nagnjeni k temu, da krivimo druge, da smo bogi, mi nič ne moramo, potem bo tudi vesolje reklo, bogi, nič ne moreš, okej, kar ulež se in daj mir. Torej, taki ljudje si bodo sami zapirali vrata, še predno bi se lahko odprli, če pri sebi opažate, da mogoče, ker vsi kdaj pademo v vlogo žrtve, saj smo vendarle vsi ljudje, predvsem pa bi tukaj apelirala na tiste, ki se soočate s kakšnimi drugačnimi izzivi, kot je depresija, kot je izgorelost, kot je obup, kot je neka večja izguba, ki seveda za seboj potegne potem takem tudi žalost, mnenje, da mogoče nikoli več ne bo v redu, da vi ne morete naprej in tako. Leto 2024 lahko zelo pomaga dobiti nazaj zagon, dobiti nazaj neko vero, bom rekla, energijo, motivacijo in odločnost. Ampak prvi korak pa absolutno mora biti vaš. Zdaj pa ne glede na to, v kakšnem psihičnem, fizičnem, emotivnem, kakršnemkoli stanju že smo, naslednje leto bo podpiralo tiste, ki so odločni. Se pravi, čim prej si postaviti cilje, čim prej se odločiti, kam želite priti. In še en napotek, nikakor ne izgubljate čas s tistim, kar za vas ni pomembno. Se pravi, če vidite, da nekaj ne deluje, to spustite. Celotno leto 2025 se boste lahko ukvarjali s tem, kar je potrebno zaključiti, z obujanjem nekih priložnosti, možnosti, projektov in tako naprej, ki niso šli. Pustite to za 2025 in v 2024 se ubadajte s tistim, kar je resnično pomembno, s tistim, kar deluje, s tistim, kar učinkuje. In ne pozabiti vključiti vsa področja svojega življenja, se pravi tako odnose, kot posel, kot službo, kot bom rekla tudi neke aspiracije po več znanja. Ne glede na to, kje delate, morda prodajate kruh v Mercatorju,
tudi tu lahko izpopolnite svoje znanje, morda si tu lahko odprete neka nova vrata. Torej, kaj je tisto, kar vas izpolnjuje duhovno, čustveno, kaj potrebujete vi, vaša duša, vaše telo, torej vse aspekte življenja dajte vključiti, še preden vstopimo v leto 2024. Največji izziv bo tako ego, se pravi potreba po potrditvi, potreba po tem, da bomo rekli, ko bom videl, bom verjel, pa ni vedno tako, včasih moramo kar malo prej verjeti, da bi kasneje videli rezultate svojega zaupanja. Kar pa v bistvu je dokaj logično. Bi jaz rekla, bolj logično kot to, ko bom videl, bom verjel. Če jaz imam zdaj tukaj čebulo, pa zelenjavo, pa meso, pa nekaj vode in se odločim, da bom naredila govejo juho, moram jaz verjeti, da sem sposobna skuhati govejo juho in ne obratno. Če bom jaz stala zraven štedilnika in čakala, da bo goveja juha se prikazala samo od sebe, kar iz etra, potem bom pa jaz verjela, da jo lahko skuham in se jo bom lotila. To zveni malo nesmiselno, se strinjate? Torej, ali imate vse gradnike, imate vse sestavine, ki so potrebne zdaj za to, česar si vi želite, če se vrnemo na govejo juho, ali imate vse, kar potrebujete, da bi se dobro goveja juha skuhala. In če ne, kaj vam manjka in kje to dobi? Se pravi, čim bolj praktično v novo leto, čim bolj odločno v novo leto, kar pa ne pomeni, da nam daje energija, ki bo zelo intenzivna, pravico, da smo arogantni, pravico, da smo ukazovalni. To bo tudi eden izmed izzivov, na katerega smo se pa začeli pripravljati že leta 2022. Se pravi, postavljanje meja. Kako se boste vi odzivali v komunikaciji z ljudmi, ki pa so arogantni, ukazovalni, morda celo agresivni, žaljivi, nespoštljivi. Tega smo se začeli učiti že mnogo prej, se pravi, življenje bo enostavno pregledalo, česa ste se naučili in kje mogoče še potrebujete malo inštrukcij. Zato vam bo postreglo z ljudmi, ki vam bodo fejst stopili na žulj, ravno zato, da se boste zase postavili. Se pravi, 8 je prečudovito število, simbolizira tako zgoraj kot spodaj, tako znotraj kot zunaj in v naslednjem letu se bo ravno to, kar smo izluščili iz sebe v 2023, ko smo raziskovali svojo podzavest, svoje nezavedne vzorce, mehanizme, zapise, vse tisto, kar nam je bilo morda celo vsiljeno, vse to smo nekako izluščili v 2023 in v 2028 uporabili. Zato celo leto sem govorila, vse tiste stvari, kjer imate občutek manj vrednosti, tudi o perfekcionizmu je fantastična oddaja posneta, tudi oddaja, kaj ko ne morem več, pobrskajte po mojem YouTube kanalu, tam imate zavihet osebna rast, pa malo ponovite, če tudi ste te oddaje že gledali, to so stvari, ki se nam ne usedejo morda ravno v prvo, bodo pa stvari, ki bodo zelo pomembne v naslednjem letu. Intenzivne energije se nam obetajo, energija sama po sebi ni slaba. Denar sam po sebi ni slab. Ko pridemo na nek položaj, dobimo šele neko možnost pokazati, kdo smo. Se pravi, nekdo, ki je humanitaren, komu bo padla vreča, loterija v roke, da tako rečemo, se pravi, večja količina denarja bo zgradil večjo bolnico, bo večje akcije mogoče sprožil, mogoče se bo odločil iti globalno v akcijo. Sebična oseba si bo kupila še večjo ladjo, še boljši avto, še bolj drago uro, ker je toliko pomembna, da rabi kar stvari, ki se šajnajo, da dokaže, da je pomembna. In v ta izziv gremo vsi. Dragi moji, najdragocenejše darilo naslednjega leta je: fantastični in dovolj dobri ste točno takšni, kot ste. Z vsemi napakami, z vsemi pomanjkljivostmi, z vsemi stvari, ki se jih še učite, ki jih še ne znate in z vsem, v čemer ste fantastični. In nikomur na temu svetu niste dolžni opravičila, da ste takšni, kot ste. Nikomur ne rabite argumentirati, zakaj morda pa v matematiki niste dobri, ali pa v angleščini niste dobri, zakaj potice ne znate špeti, zakaj niste najhitrejši tekač na svetu. Nikomur. Razen sebi. Razen sebi ste dolžni odgovoriti vsak dan, kdo je oseba, ki jo ustvarjam, in ali sem zadovoljen z osebo, ki sem. Ali sem boljša oseba, kot sem bila. Torej,
To je taka zelo kratka popotnica za leto 2024, ki nam bo prinesla veliko možnosti, priložnosti, zato bodite radovedni, raziskujte, bodite, angleščina ima čudovit izraz, bodite resourceful. Ne vreč puške v koruzo. Tisto, kar je za vas pomembno, vam ne bo prišlo na pladnjo, kajti življenje želi videti, da vam je pomembno in za tisto, za kar smo se pripravljeni potruditi, se nam bo energija nekako oddolžila, bo to uravnovesila. Ko bomo mi veliko energije vložili, bomo veliko nazaj tudi dobili. In zdaj, preden se začnem rimati, ker sem obljubila, da bo tole kratek prispevek, se bom tudi poslovila in rekla, postavljajte svoje cilje namenoma tja, ker menite, da je nemogoče. Kajti, če ne probate, saj ne morete vedeti. In marsikaj, kar se je še 20, 30, 60 let nazaj zdelo silen, ne samo nemogoče, ampak nepojmljivo. Poglejte, kaj vse danes uporabljamo. Mnogi smo še iz tistih časov, ko ne duha, ne sluha ni bilo v internetu, pa poglejte, eno majhno črno škatlico imamo zdaj, s katero se pogovarjamo in vidimo ljudi z drugega konca sveta. Kako zelo nepojmljivo, to je bila čista znanstvena fantastika, ko sem se jaz rodila. Marsikaj, kar je nam je danes znanstvena fantastika, v bližnji prihodnosti ne bo. Se pravi, ne omejujte se vi, saj vas v resnici svet, okolica, življenje omejuje mnogo manj, kot se vam zdi. Torej, zakorakajmo v leto 2024 polni entuzijazma in visoko letečih ciljev.